Kje se je pravzaprav začela tako imenovani japonski samuraji? Pravzaprav, ko slišimo besedo samuraj, pogosto pomislimo na bojevnika, ki drži katano in nosi močan oklep. Vendar samuraji niso nastali tako. Preden so postali mogočni, so začeli kot bojevniki, ki so varovali zemljo in premoženje bogatih družin na Japonskem. Ker je imel cesar takrat šibek nadzor nad oddaljenimi območji Japonske, so ti bojevniki postali še močnejši. Toda vprašanje je, kje se je vse skupaj začelo? Kako so nastali? Kdo je bil njihov prvi vodja? In to bomo zdaj izvedeli. Vrnimo se v pozno 8. stoletje. V tem času je bila prestolnica Japonske preseljena v Heian-kyo, ki je danes znana kot Kyoto. Tukaj je živel cesar in številne bogate družine. V Kyotu so cveteli umetnost, pisanje in kultura. Toda v oddaljenih delih Japonske je bilo še vedno veliko težav in spopadov. In kot sem že prej omenil, vlada še ni imela popolnega nadzora nad celotno Japonsko. Na severnem delu Honšuja so bile skupine imenovane emiši. Emiši so že dolgo živeli na tem območju, niso želeli biti podrejeni cesarjevi oblasti. Prav tako so bili spretni jezdeci in lokostrelci. Zaradi tega so imeli vladni vojaki težave v boju proti njim. Cesar je celo poslal vojake na sever, da bi se borili proti emišem. Toda sčasoma se je pojavil še en problem. Vladi je bilo še veliko oddaljenih ozemelj težko nadzorovati. Zato so lastniki zemljišč začeli najemati lastne bojevnike. Naloga teh bojevnikov je bila varovati zemljo, pridelek in ljudi, ki tam živijo. In tukaj so se počasi začeli pojavljati samuraji. Nekateri so imeli sorodnike, ki so bili prej del cesarske družine. Sprva jih še niso imenovali samuraji. Toda ko je nastopilo 10. stoletje, se je ta skupina bojevnikov, imenovanih buši ali samuraji, začela bolj jasno oblikovati. Prvi samuraji so bili drugačni od tistih, ki jih pogosto vidimo v filmih. Katana takrat še ni bilo njihovo najpomembnejše orožje. Najbolj pomembna sta bila konj in lok. Veliko samurajev je bilo izurjenih za uporabo loka, medtem ko so hitro jezdili na konju. Uporabljali so tudi meč in sulico, kadar je bilo potrebno. Ko so samurajske družine postajale močnejše, so nadzorovale vedno več zemlje. Zemlja je bila zelo pomembna, saj je od tam prihajala hrana, še posebej riž. Če je imela družina več zemlje, je imela več hrane in je lahko podpirala več bojevnikov. Zaradi tega je cesarjeva oblast postopoma slabela. Na nekaterih območjih je bil cesar še vedno v Kyotu, vendar pa so v številnih provincah lokalni samuraji začeli ščititi ljudi in zemljo. Imeli so svoje lastne ljudi in lastno ozemlje. Niso bili več samo stražarji. Postopoma so začeli pridobivati tudi politično moč. Do 12. stoletja sta postali dve veliki samurajski klan najbolj vplivni. To sta bila Taira in Minamoto. Najprej je postal vpliven klan Taira pod vodstvom Taira no Kiyomorija. Premagali so druge samurajske klane. Zaradi tega se je moč klana Taira okrepila v Kyotu, kjer je prebival cesar. Kiyomori je še dodatno okrepil svojo družino, ko je svojo hčer Taira no Tokuko poročil z cesarjem Takakuro. Dobil sta sina, ki je postal cesar Antoku. Zaradi tega je bil mladi cesar vnuk Kiyomorija. Vendar pa številne družine samurajev niso bile zadovoljne z močjo družine Taira. Eden njihovih nasprotnikov je bil Minamoto no Yoritomo. Je bil Yoritomo še mlad? Yoritomo je bil še mlad, ko je bila njegova družina poražena strani plana Taira leta 1160. Njegov oče je bil ubit, njega pa niso ubili. Namesto tega so ga poslali v oddaljen kraj. Tam je odraščal in postopoma pridobival zaveznike. Leta 1180 se je znova začel velik boj proti Taira. Eden prvih, ki so se borili, je bil Minamoto no Yorimasa. Bil je že star, a še vedno sposoben borbe, toda njegova skupina je bila poražena v bitki pri Ujiju. Ko je videl, da ni več rešitve, ni imel več možnosti za pobeg, se je odločil storiti samomor. A spopadi so se še bolj zaostrili. Toda kako? Saj so tudi drugi voditelji Minamoto nadaljevali boj. Eden najpomembnejših med njimi je bil Minamoto no Yoritomo. Iz vzhodne Japonske je Yoritomo zbral zaveznike. Številne družine samurajev, ki niso več želele oblasti Taira, so se mu pridružile. Tukaj se je začela vojna Genpei, velika vojna med Taira in Minamoto, ki je trajala od leta 1180 do 1185. Ta bitka bo odločila, kateri samurajski klan bo postal najmočnejši na Japonskem. Ko se je vojna vlekla, so bili Taira postopoma poraženi. Bili so prisiljeni zapustiti Kyoto.
S seboj so odpeljali tudi mladega cesarja Antokuja, medtem ko so bežali proti zahodni Japonski. Leta 1185 se je med njihovim begom zgodila velika bitka pri Danno-uri. Na morju so se spopadle ladje Taira in Minamoto. Na koncu so bili Taira poraženi. Med njimi je bil tudi mladi cesar Antoku. Poraz Taira klana je spremenil Japonsko. Zmagovalec Minamoto no Yoritomo je ostal na območju Kamakura. Tam je okrepil svojo vojaško vlado. Po nekaj letih, leta 1192, je cesar podelil Minamoto no Yoritomu naziv šogun. Šogun je bil najvišji vodja samurajev. Iz območja Kamakura je Yoritomo vodil novo vojaško vlado, imenovano Kamakura šogunat. Cesar je še vedno ostal v Kjotu. Vendar je velik del resnične moči v vojski in upravljanju provinc prešel na vlado šoguna. Pod tem sistemom so mogočne družine samurajev upravljale različna območja. Imeli so lastne bojevnike, ki so jim služili in se borili zanje. Zaradi tega se je vloga samurajev spremenila. Niso bili več samo bojevniki, ki so varovali zemljo. Mnogi med njimi so postali tudi del uprave. V zameno za svojo službo so lahko prejeli zemljo. Položaj ali pravica do zaslužka z določenega kraja. Toda to ne pomeni, je Japonska takoj postala mirna. Še vedno je bilo veliko mogočnih samurajskih družin s svojimi interesi. Še vedno so prihajali do sporov glede zemlje, moči in tega, koga je treba poslušati. Bili so tudi samuraji, ki so izgubili svojega gospodarja. Ko je njihov gospodar umrl ali izgubil moč, tudi oni niso imeli več nikogar, ki bi mu služili. Samuraja, ki nima gospodarja, imenujejo ronin. Življenja roninov so bila različna. Nekateri so iskali novega gospodarja, drugi so delali kot plačani bojevniki ali poučevali borilne veščine. Nekateri so pristali tudi pri kraji ali drugih zločinih. Zato niso vsi ronini živeli enako. Sčasoma je postala zvestoba svojemu gospodarju zelo pomembna za samuraje. Ko je bil samuraj poražen ali osramočen, so se nekateri odločili storiti seppuku. Seppuku je način samomora, ki je postal del samurajske tradicije. Vendar tega niso počeli vsi samuraji. Pravila glede tega so se skozi različna obdobja tudi spreminjala. Med vojno so samuraji želeli dokazati svoje podvige. Ko so ubili pomembnega sovražnika, so lahko prejeli nagrado. Zato so nekateri samuraji včasih prinašali glave svojražnikov kot dokaz svojemu poveljniku. V zameno za to so lahko prejeli zemljo, denar ali višji položaj. Toda ob začetku 13. stoletja se je pojavil še en samurajski klan. To je bilo Mongolsko cesarstvo. V tistem času je bil eden najmočnejših vladarjev v Aziji Kublaj Khan, vnuk Džingiskana. Mongolsko cesarstvo je že nadzorovalo velik del Azije in Koreje. Kublaj Khan je želel podrediti tudi Japonsko. Kublaj Khan je poslal odposlance na Japonsko. Želel je, da bi japonski voditelji priznali oblast mongolskega cesarstva. Toda Japonska se s tem ni strinjala. Zaradi tega so se mongolske sile začele pripravljati na osvojitev Japonske. Leta 1274 je prišla prva mongolska invazija. Njihove ladje in vojaki so prispeli na Kjušu, velik otok na jugu Japonske. Tukaj so samuraji opazili, da se mongolska vojska bori povsem drugače. Mnogi samuraji so bili vajeni bojevanja v majhnih skupinah. Toda mongolski vojaki so napadali skupaj, kot ena velika vojska. Uporabljali so tudi veliko lokov in različnega orožja. Zaradi tega so imeli samuraji na začetku težave, a tudi mongolske sile so se znašle v težavah. Morali so prinesti hrano, orožje, konje in druge zaloge iz Koreje na Japonsko. To je bilo težko, ker so morali prečkati morje. Na koncu prva mongolska invazija leta 1274 ni uspela. Njihove sile so se umaknile, toda Kublaj Khan ni odnehal. Japonci so vedeli, da se lahko mongolske sile vrnejo, zato so se pripravili. Zgradili so obrambne utrdbe in druge obrambne objekte na Kjušuju. Na obalah so namestili tudi več vojakov. Leta 1281 so se mongolske sile vrnile. Njihova vojska je bila večja in imeli so več ladij kot pri prvem napadu. Samuraji so se ponovno borili. Ker so bili Japonci pripravljeni, so imele mongolske sile težave pri prodoru globlje na Japonsko. Medtem ko se je invazija nadaljevala, je močan vihar prizadel ladje mongolskih sil. Veliko ladij je bilo poškodovanih in potopljenih. Zaradi tega je bil drugi mongolski napad neuspešen. Kasneje so Japonci močan veter, ki je pomagal premagati mongolsko invazijo, poimenovali kamikaze. To pomeni božji veter ali sveti veter. Japonska je preživela 2 mongolski invaziji.
Vendar pa se je pojavil nov problem. Kamakurska vlada je porabila veliko denarja za priprave in bojevanje. Številni samuraji so pričakovali, da bodo kot nagrado prejeli zemljo ali bogastvo. Toda Japonska ni osvojila nobene nove zemlje. Njihova edina naloga je bila zaščititi lastno državo. Zaradi tega je bilo veliko med njimi razočaranih in jezni na kamakursko vlado. Zaupanje številnih samurajev v njihovo vlado je postopoma slabelo. V naslednjih letih bo ta težava postala eden od razlogov za oslabitev kamakurskega šogunata. Preden pa se lotimo drugih vidikov, pa najprej spregovorimo o orožju samurajev. Japonska že dolgo izdeluje ukrivljene meče. V naslednjih stoletjih pa se je izdelava japonskih mečev še izboljšala. Katana pa je sčasoma postala eno najbolj znanih mečev samurajev. Katana ima ukrivljeno rezilo in en oster rob. Običajno jo nosijo za pasom. Za številne samuraje je bil njihov meč zelo pomemben. Nekateri meči so se prenašali iz staršev na otroke. Obstajajo tudi večji meči, kot je odači. Ta je daljši od katane in težji za uporabo. Samuraji so uporabljali tudi loke in sulice, zato katana ni bilo njihovo edino orožje. Pomemben je bil tudi oklep. Samurajski oklep je bil običajno narejen iz majhnih kosov kovine in usnja, povezanih z vrvjo. Zaradi tega je bil samuraj zaščiten, a se je še vedno lahko gibalo. Čelada pa se imenuje kabuto. Narejena je za zaščito glave med bojem, toda čeprav je Japonska preživela napad Mongolov, država ni postala mirna. In tukaj smo. Sčasoma je kamakurski šogunat oslabil. Kot sem že prej omenil, je bilo to zato, ker ljudje niso več zaupali vladi. Leta 1333 je Kamakura šogunat propadel. Potem se je oblikovala nova samurajska vlada. Imenovali so jo Ashikaga šogunat. Vendar tudi ta ni uspel dobro nadzorovati celotne Japonske. Veliko močnih samurajskih voditeljev v provincah je imelo lastno vojsko in lastno zemljo. Ti mogočni lokalni voditelji so se imenovali daimjo. Medtem ko je šogun slabel, so daimjo postajali vse močnejši. Leta 1467 se je v Kjotu začela vojna Onin. Težave so se začele zaradi spora o tem, kdo bo naslednji šogun. Toda hitro se je konflikt razširil, saj so se pridružili različni samurajski klani. Vojna Onin je trajala skoraj 11 let. Veliko delov Kjota je bilo poškodovanih zaradi bojev. Po vojni je šogun še bolj oslabil. Ker je bil šogun šibek, je veliko daimjojev začelo vladati svojim lastnim ozemljem. Daimjo je mogočen samurajski vodja, ki ima lastno zemljo in vojsko. Zaradi tega je na Japonskem nastalo veliko ločenih območij, ki so jih nadzorovali različni daimjoji. Pogosto so se bojevali, da bi pridobili več zemlje in moči. To obdobje so imenovali Sengoku obdobje ali obdobje vojskujočih se držav. To je trajalo več kot 100 let, medtem ko so se vojne nadaljevale, je na Japonsko prišlo novo orožje. Leta 1543 je nekaj Portugalcev prispelo v Tanegashimo, otok na jugu Japonske. S seboj so imeli puško, imenovano puška na vžigalno vrvico. Japoncem je bilo novo orožje zelo všeč. Kmalu so se tudi sami naučili izdelovati svoje puške na vžigalno vrvico. Včasih je bilo potrebnih več let treninga, da si postal spreten z lokom ali mečem. Toda uporabe puške so se lahko naučili veliko hitreje. Zaradi tega so postali pomembnejši navadni pešci, imenovani ashigaru. Veliko jih ni prihajalo iz bogatih samurajskih družin. Toda pa, če so jim dali usposabljanje in puške, so lahko postali velika pomoč vojski. Veliko daimjojev je hitro začelo uporabljati puške, ker so videli, da je to močno orožje. Eden izmed voditeljev, ki je odlično uporabljal puške, je bil Oda Nobunaga. Oda Nobunaga je bil mogočen daimjo. Želel je končati nenehne vojne in združiti Japonsko pod eno močno vlado. Nobunaga je v svoji vojski uporabljal samuraje, ashigaruje, loke, sulice in puške. Zaradi tega je zmagal v številnih bitkah. Leta 1568 je Nobunaga vstopil v Kjoto in njegova moč se je še povečala. Leta 1573 je strmoglavil šogunat Ashikaga. Potem je nadaljeval z osvajanjem drugih delov Japonske. Vendar je imel še vedno veliko sovražnikov. Nekateri daimjoji mu niso hoteli slediti. Obstajale so tudi nekatere budistične skupine, ki so imele lastno vojsko in močne baze. Eden največjih nasprotnikov Nobunage je bil Ishiyama Honganji v Osaki. To je bil velik budistični tempelj, ki je bil tudi nekakšna trdnjava. Bitka je trajala več let, preden so se predali, leta 1580. Nobunaga se je boril tudi proti bojevnikom iz Ige. Ta kraj je znan po borcih, ki uporabljajo vohunjenje. Napadi so bili nenadni, prav tako pa tudi skrivanje. Kasneje so takšne bojevnike povezovali s tako imenovanimi ninjami.
Ko je Nobunaga osvajal vedno več ozemlja, se je vse bolj približeval svojemu cilju združitve Japonske. Toda leta 1582 se je vse nenadoma spremenilo. Eden od njegovih lastnih generalov, Akechi Mitsuhide, ga je izdal. Ljudje Mitsuhideja so napadli Nobunago, medtem ko je bil v templju Honoji v Kyotu. Nobunaga je bil obkoljen in ni imel več varne poti za pobeg. Umrl je v tem incidentu. Po smrti Nobunage je Mitsuhide mislil, da bo prevzel oblast. Toda to ni trajalo dolgo, kajti Nobunaga je imel še enega generala in to je bil Toyotomi Hidejoši. Ko je Hidejoši izvedel, da je Nobunaga umrl, je hitro popeljal svojo vojsko proti Mitsuhideju. Hidejoši je premagal Mitsuhidejevo vojsko. Mitsuhide je umrl med begom, ko je poskušal pobegniti. Potem je Hidejoši postal eden najmočnejših. Makapangyarihang leader sa Življenje Hidejošija je bilo nenavadno, saj se ni rodil v mogočni samurajski družini. Prihajal je iz preproste družine in je začel kot nižji služabnik Nobunage. Ker je bil Hidejoši spreten v vojaških zadevah in vodenju, so mu postopoma zaupali vse pomembnejše naloge. Sčasoma je postal eden najboljših Nobunagovih generalov. Po smrti Nobunage je Hidejoši nadaljeval načrt za združitev Japonske. Eden za drugim je premagal ali podredil preostale daimije. Do leta 1591 je bila skoraj celotna Japonska pod njegovim nadzorom. Hidejoši je želel tudi preprečiti, da bi daimiji in navadni ljudje ponovno začeli upor. Leta 1588 je ukazal, da se meči in drugo orožje odvzame številnim navadnim ljudem. To so imenovali lov na meče. Namen tega je bil otežiti kmetom in drugim navadnim ljudem, da bi se borili proti vladi. Bolj jasno se je tudi ločila kasta samurajev od navadnih državljanov. Zaradi Hidejošijevih dejanj so se številne vojne znotraj Japonske postopoma končale. Toda njegov načrt se s tem še ni končal. Potem, ko je združil Japonsko, je Toyotomi Hidejoši pripravil še večji načrt. Želel je razširiti svojo moč zunaj Japonske. Leta 1592 je poslal približno 150.000 japonskih vojakov v Korejo. Japonska vojska je hitro vstopila v Korejo in zavzela nekaj pomembnih mest. Toda to ne pomeni, da je bila Koreja premagana. Korejci so se še naprej borili. Prišli so tudi vojaki iz Mingovske Kitajske, da bi pomagali Koreji. Zaradi tega je vojna postala težja za Japonsko. V tej vojni so nekateri japonski bojevniki uporabljali krut način, da bi dokazali, koliko sovražnikov so ubili. Prej so kot dokaz prinašali glave svojih premaganih nasprotnikov. Vendar pa je v Koreji postalo običajno tudi jemanje nosov in včasih delov ušes. Te dele so pošiljali nazaj na Japonsko in jih obravnavali kot dokaz tega, kar so storili v vojni. Žrtve niso bili le vojaki, tudi navadni Korejci in vojaki iz kitajske dinastije Ming so postali žrtve. V Kyotu obstaja grobišče povezano s tem dogodkom. Imenuje se Mimizuka, kar pomeni grič ušes. Vendar pa je večina tistega, kar je tukaj pokopano, pravzaprav nosovi, ki so jih prinesli iz Koreje. Mimizuka je bil zgrajen leta 1597 in še danes stoji v Kyotu. Medtem ko se je vojna nadaljevala, je japonska vojska imela težave s popolnim nadzorom nad Korejo. Korejske sile so se še naprej borile, medtem ko je Ming Kitajska pomagala. Japonska je imela tudi težave pri dostavi hrane, orožja in drugih zalog svojim vojakom. Leta 1597 je Hidejoši ponovno poslal veliko vojsko v Korejo, toda tudi to ni končalo vojne. Leta 1598 je Toyotomi Hidejoši umrl. Po njegovi smrti so japonski voditelji ukazali svojim vojakom, naj se vrnejo domov. Skoraj 7-letna vojna se je končala, ne da bi Japonska osvojila Korejo ali Kitajsko. Toda smrt Hidejošija je povzročila nove težave na Japonskem. Njegov sin, Toyotomi Hidejori, je bil še mlad. Zato je Hidejoši pred smrtjo pustil skupino močnih daimjojev, ki naj bi pomagali upravljati državo, dokler je bil njegov sin še otrok. Eden izmed njih je bil Tokugawa Ieyasu, eden najmočnejših daimjojev na Japonskem. Po smrti Hidejošija so se mogočni daimjoji ponovno razdelili. Leta 1600 sta se dve veliki skupini spopadli v bitki pri Sekigahari. Skupina Tokugave Ieyasuja je zmagala. Zaradi te zmage je Ieyasu postal najmočnejši vojaški vodja na Japonskem. Leta 1603 mu je cesar podelil naziv šogun, s tem se je začela Tokugavski šogunat. Družina Tokugawa je imela svojo vlado v Edu. Edo je mesto, ki ga danes poznamo kot Tokio. Pod Tokugavo je bil nadzor nad daimidži še strožji.
Šogun je želel zagotoviti, da noben velik samurajski klan ne bi mogel ponovno začeti državljanske vojne. Ta sistem je bil uspešen. Več kot 250 let je bil velik del Japonske bolj miren v primerjavi z obdobjem Sengoku. Ker je bilo manj velikih vojn, se je spremenilo tudi delo samurajev. Veliko samurajev ni bilo več stalno na bojišču. Nekateri so postali vladni uradniki, upravitelji, učitelji ali učenjaki. Nekateri samuraji so se učili pisanja, poezije in drugih umetnosti. V tem obdobju so se bolj oblikovale znane ideje o bushidu ali poti bojevnika. To so bile ideje o zvestobi, disciplini, pogumu in pripravljenosti na žrtvovanje. Vendar ni bilo enotnega bushido kodeksa, ki bi mu sledili vsi samuraji skozi vso zgodovino. Ideje so se spreminjale. To je bilo odvisno od obdobja in kraja. Prav tako se je spreminjal odnos Japonske do drugih držav. V 17. stoletju je vlada Tokugawa omejila vstop številnim tujcem in strogo nadzorovala potovanja Japoncev izven države. Toda Japonska ni bila popolnoma zaprta za ves svet. Omejena trgovina se je še vedno nadaljevala, zlasti z nizozemskimi in kitajskimi trgovci v Nagasakiju. Japonska je imela tudi stike s Korejo in drugimi bližnjimi območji. Sistem Tokugawa je trajal več kot 200 letji, toda v 19. stoletju so bile evropske države in Združene države Amerike že veliko močnejše. Imeli so sodobne ladje, puške in industrijsko tehnologijo. Leta 1853 je na Japonsko prispel komodor Matthew Perry iz mornarice Združenih držav skupaj s sodobnimi vojnimi ladjami. Združene države so želele, da Japonska odpre pristanišča za njihove ladje. Perry se je vrnil leta 1854. Na koncu sta Japonska in Združene države podpisali pogodbo iz Kanagave. Ta je odprla pristanišči Shimoda in Hakodate za uporabo ameriških ladij. Sledile so tudi druge pogodbe z zahodnimi državami. To je bil velik problem za šogunat Tokugawa. Veliko Japoncev se je spraševalo, zakaj šogun ne more ustaviti tujcev. Tudi samuraji so bili razdeljeni. Nekateri so želeli pregnati tujce. Drugi pa so verjeli, da se mora Japonska učiti od zahodnih držav, da bi postala močnejša. Spor se je stopnjeval, dokler ni prišlo do spopada med podporniki šoguna in tistimi, ki so želeli vrniti oblast cesarju. Leta 1867 je zadnji šogun iz rodbine Tokugawa, Tokugawa Yoshinobu, vrnil svojo oblast cesarju. Naslednje leto se je začela velika sprememba, imenovana obnova Meiji. Novi cesar je bil cesar Meiji. Nova vlada je želela Japonsko spremeniti v moderno državo. Prevzeli so ideje, tehnologijo in vojaški sistem iz zahodnih držav. Toda bi to dosegli, so morali odstraniti tudi stari sistem, ki je samurajem dajal poseben položaj. Posebne pravice samurajev so postopoma izginile. Leta 1873 je Japonska uvedla nov vojaški sistem, v katerem so lahko navadni moški postali vojaki. To pomeni, da človeku ni bilo več treba biti samuraj, da bi postal del vojske. Izgubili so tudi nekdanja plačila, ki jih je veliko samurajev prejemalo od vlade. Leta 1876 je bilo večini nekdanjih samurajev prepovedano javno nositi meč. Veliko nekdanjih samurajev je sprejelo spremembe. Delali so kot vladni uradniki, učitelji, poslovneži in vojaški častniki. Vendar so bili nekateri jezni na novi sistem. Največji upor nekdanjih samurajev se je zgodil leta 1877. Imenovali so ga Sacumski upor in vodil ga je Saigo Takamori. Saigo je prej pomagal pri strmoglavljenju šogunata Tokugawa, kasneje pa se je uprl novi vladi Meiji. Na začetku so bile sile upornikov močne, vendar je imela nova cesarska vojska več vojakov, sodobno orožje in artilerijo. Po nekaj mesecih bojev je bila skupina Saiga poražena. Saigo je umrl 24. septembra 1877. S porazom Sacuma upora je postalo jasno, da se je končalo obdobje, ko so bili samuraji poseben bojevniški razred na Japonskem. Vendar samuraji niso izginili iz japonske kulture. Zgodbe o njihovi hrabrosti, zvestobi in disciplini so se še naprej pojavljale v knjigah, gledališču in kasneje tudi v filmih. Vendar je pomembno vedeti, da je današnja priljubljena podoba samuraja mešanica resnične zgodovine in idej, ki so nastale v kasnejših obdobjih. V 20. stoletju so nekateri vojaški voditelji in nacionalisti na Japonskem uporabili ideje o bushidu, zvestobi in žrtvovanju, da bi spodbudili vojake. Vendar sodobna japonska vojska ni preprosto nadaljevanje starega sistema samurajev. To je bil drug čas, druga vlada in drugačna vrsta vojske kot nekoč na Japonskem.
Tudi beseda kamikaze, ki so jo uporabili za japonske samomorilske pilote med drugo svetovno vojno, izhaja iz starejše zgodbe o božanskem vetru, ki je pomagal uničiti mongolsko invazijsko floto v 13. stoletju. Po drugi svetovni vojni se je Japonska ponovno spremenila. Samuraji se niso več vrnili kot bojevniški razred, Japonska je postala sodobna država z novo ustavo in novim političnim sistemom. Tako prava zapuščina samurajev ni vojska, ki bi še danes obstajala. Kar so zapustili, je velik del zgodovine in kulture Japonske. Samuraji so pred mnogimi stoletji začeli kot bojevniki, ki so varovali zemljo. Postali so tako močni, da so vodili vojaško vlado Japonske. Bojevali so se v dolgih državljanskih vojnah, pomagali so združiti državo, kasneje so v času miru postali vladni uradniki. Ko je prišel sodobni čas, je Japonska sama ustvarila sistem, ki ni več potreboval samurajev. Njihov poseben položaj se je končal. Toda ime, zgodba in podoba samuraja so ostali in postali eden najbolj prepoznavnih delov japonske zgodovine.